Vlastjo sem spoznala že sredi 70-ih let. Takrat sem se vpisala na njegov fotografski tečaj. In to je bilo v Korabaru, kot se je včasih reklo, pri Bavarskem dvoru, v Fotokefo, kjer smo se v ozadju prodajalne zbrali mladi, nadebudni fotografi. In Vlastje je svojo dostojanstveno držo, s svojo prisrčnostjo in svojo silno ljubeznijo do fotografije ter prikazom izjemnih svetovno nagrajenih svojih fotografij v nas vzbudil tako željo, da bi postali dobri fotografi, da sem tisti stari fotoaparat Zorki, ruski, ki sem ga kupila, resnično potem veliko uporabljala in se zelo držala njegovih navodil, kako narediti dobro fotografijo. Bil je človek, ki je znal s svojim prisrčnim pristopom in svojo brezmejno ljubeznijo do tega, kar je počel, za seboj potegniti celo maso ljudi in jim tudi privzgojiti ljubezen do neke nove umetnosti v tistem času, fotografije. In to je bilo že 10 let, preden sem ga jaz potem srečala, tudi kot dela nekako medicinskega osebja, paramedicinskega osebja na naši medicinski fakulteti. Leta 1987 sem se zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine. In Vlastja je prihajal sem, ker je bil naš fotograf. Reproduciral je kakšne fotografije, tudi kakšno na novo naredil, predvsem pa že predtem ogromno fotografij posnel iz različnih virov naše medicine, iz različnih klinik pri nas. Ko je prihajal, se jim je zdel vedno zelo zadržan, zelo dosledno se je z mojim predhodnikom, profesorjem Borisovom, pogovoril, kaj točno le-ta želi, in potem odšel, prinesel lepo narejeno, urejeno. In sem pač videla, da je to nekdo, ki resnično stoji za vsem tem, kar počne. Z letom 1990 sem sama prevzela ta inštitut in potem se je postopoma pojavljal pri nas, pri meni kot sogovornik. Prihajal je spontano. Prišel je, se usedel na tale stol in mi razlagal zelo različne stvari. Predvsem mi je govoril o Gorenji vasi, govoril mi je o Poljanski dolini, govoril mi je o tem, kako je prečudovito živeti v naravi in kako lahko ti tudi naravo pripelješ k sebi v srce in v dušo, kako lahko ti udomačiš siničke. In mi je prikazoval fotografije, kako ima siničko na roki in kako mu sinička z roke je orehe in koliko ima teh siničk in kako se z njimi pogovarja in kako pravzaprav je to življenje, daleč od ponorelega sveta, če hočete, ki ga je pač predtem tudi srečeval, ne samo v Ljubljani, ampak predvsem v širokem svetu, da je to življenje tisto, ki pravzaprav duši največ prinaša. In dojemala sem ga kot človeka duha, človeka notranje topline, človeka brezmejne skromnosti do sebe samega in izjemnega odnosa do vsega tistega umetniškega, velikega in tudi človeškega, kar pravzaprav on lahko daje. Bil je humanist par excellence. Bil je res ta človek presežnega duha. Čutil si njegovo erudicijo, njegovo izjemno znanje, njegovo poglobljenost v stvari, njegovo vero v dobro, v pozitivno. Vedno je prinašal samo dobre stvari. V njem nikoli ni bilo kančka česa, kar bi kot oblaček zatemnilo njegove oči. Ena sama čista ljubezen. Ko sem spoznala njegovo težko življenjsko pot, sem se velikokrat čudila, od kod je črpal to nepopisno energijo in moč, da je znal pregnati vse te strašne sence preteklosti. Vso to breme polovice stoletja, ko je nosil ta težek nahrbtnik s seboj zaradi enoumja komunizma. Pri vsej presežnosti svojega znanja, svoje erudicije, svojega poštenja, svoje dobrote, človeškega humanizma.
Ugotovila sem, da je on tisti, ki pravzaprav nas lahko uči, kako odpuščati, da lahko drugim pomagaš, da lahko sebe rešuješ, da lahko svobodo v sebi nosiš. In to je pravzaprav največja stvar, ki jo je on kot človek zmogel, ker je samo s tem lahko dihal naprej in tako izjemno ustvarjal. Ko pa gledam njegov medicinski opus, ko se oziram v to brezmejno bogato zbirko doživljanja medicine kot dokumenta, medicine kot umetnosti, medicine kot poslanstva, medicine kot recimo portretiranja velikih likov naše stroke, medicine kot filma, ki prikazuje razvoj te stroke, ki prikazuje operacije, ki je recimo pri tem edukativen, ki preko tega, čez 70 filmov je recimo medicinskih posnel, širi znanje z učitelji, ki so odhajali v tujino, ki so tukaj poučevali naše študente, naše specializante, naše specialiste, novih metod dela. Vidim, kako recimo je znal stopiti še korak višje od tiste dokumentarne fotografije, ki je bila potrebna in zaradi katere je bil tudi za 25 let zaposlen na medicinski fakulteti. Nadalje recimo, ko je znal leta 1957 vpeljati v operacijsko dvorano, torej svojo kamero, ki je služila televizijskim prenosom operacij. To je bilo nekaj tako pomembnega, da je on spet recimo preko tega lahko daleč naokrog, v širok krog ljudi prenašal nove operacijske tehnike, vse tisto delo, ki je moralo biti v silno sterilnih pogojih opravljeno, med učence, med specializante, med nove strokovnjake. Leta 1967 je našo kliniko obiskala Debekijeva ekipa kardiokirurgov iz Združenih držav Amerike in on je takrat s svojim pristopom, ko je vseh teh 8 operacij posnel, ko je vse to fotografiral, navdušil samega svetovno znanega kirurga in je rekel, da takega mojstra celo pri njih v Združenih državah nimajo. Tudi v Rusiji so spraševali naše profesorje, kdo pa jim pravzaprav dela vso to dokumentacijo in tako naprej, koliko ljudi, in ko je povedal, da to en sam človek, se niso mogli načuditi. Vlastja Simončič je za medicino začetnik dokumentarne fotografije. On je vpeljal preko svoje šole 8 pomembnih medicinsko in fotografsko izšolanih strokovnjakov, ki so potem pokrivali različna področja medicine in znotraj njih ustvarili ne le dokumentarno fotografijo, ampak tudi edukativno, pedagoško fotografijo, umetniško fotografijo. So s tem arhivirali recimo neka dela, kot recimo delo plastičnih kirurgov. In vidiš tudi, kako recimo pomembno je imeti tako dokumentarno fotografijo tudi znotraj naše ustanove. Vlastja Simončič pomeni vrh slovenske medicinske dokumentarne, pedagoške, znanstveno-raziskovalne, filmske in tudi televizijske fotografije oziroma filma. Svoje znanje je pa poklonil predvsem svojima hčerkama Metki in Jelki. Metka je tudi sprva delala pri nas v kliničnem centru, Jelka na medicinski fakulteti vse življenje. In so to izjemno tatkovo znanje, kot so ga vedno imenovale, prenesle naprej in ga nadaljevale. Tako da Vlastja Simončič za medicinsko fotografijo pomeni pionirja, pomeni steber, pomeni umetniško tudi nepresežni del te stroke, pomeni nek visoki štandard, ki je težko dosegljiv, kaj šele presežen. Tako da na vse načine je on tisti, ki si zasluži, da bi počasi dobil mesto vodilnega fotografa slovenske fotografije 20. stoletja, ki je tudi vzgojil ogromno ljubiteljskih fotografov, ki je prinesel nove tehnike fotografiranja v mednarodni prostor, ki je tudi, bom rekla, gotovo kronist Poljanske doline, ki je najvišji mojster svetovne fotografije s vsemi najprestižnejšimi in
najvidnejšimi nazivi, ki je tudi fotoreporter, tako da res vidimo, da imamo pred sabo enega človeka, univerzalnega duha, homo universalis, ki pa je na prvem mestu bil brezmejno plemenit, brezmejno človeški in dostojanstven. In moje življenje je bogatejše zato, ker sem ga živela skupaj z Vlastjo Simončič, ker mi je bilo dano doživljati njega kot človeka, njega kot strokovnjaka, njega kot učitelja tudi pri mojem učenju fotografije in njega tudi kot očeta dragocene, ljube prijateljice Jelke Simončič. Hvala mu, ker me je naučil tudi odpuščati preko lastnega primera. Hvala mu, ker me je naučil tega, da je največja nagrada za tvoje življenje to, da se lahko veseliš vsega tistega, kar narediš, tudi če velikokrat tega drugi s tabo ne delijo. Naj vsi njegovi občudovalci čutijo tudi to, da je bil veliki človek, ki je to na tak tudi zelo neposreden način znal prenesti v svojo umetnost.